Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se pa odpravil tako za september na eno od meni najlepših voženj, na kateri naredim 100 km in 1000 višincev. Vreme je prečudovito, tako pretežno jasno, prijetnih 26 stopinj Celzija in rahlo piha iz jugozahoda. V Novi Gorici sem se takoj preklopil na kolesarsko stezo proti jugu, čez Šempeter in Vrtojbansko polje sem šel do Mirna, kjer bom prečkal mejo in stopil v Italijo. Med vožnjo se bom potrudil, da bom izkoristil čim več stranskih cest, tako da, če koga zanima ta trasa, bom dal od spodaj v opis videa tudi link do moje Strave. Ker pa je tukaj pokrajina stisnjena med morje in Kras, se prav povsod glavni cesti ni moč izogniti, tako da morate biti pripravljeni, da bo na kakšnem odseku kaj več prometa. Ta cesta čez Dober Dob je že ena tistih, ki se jo splača izkoristiti, se je na njej bistveno manj prometa, kakor pa dol od spodaj na glavni cesti. Če bi šel v Dober Dob v naravnost, bi prišel dol v Monfalcon, zato tukaj zavijem levo, se spustim dol mimo Doberdobskega jezera in grem v Jamlje. Je pa tukaj ena taka lepa, čudovita cesta, brez prometa in veliko sence. Na teh prvih 25 km trase lahko komot pijete vodo, ki jo imate s sabo, zato ker bomo kmalu prišli do prvega vodnega vira. Tam nas čaka tudi en biser te današnje poti, izvir reke Timave. Tukaj je ta vodni vir v Štivanu, ki sem ga omenil. Zdaj grem pa samo tle dol od spodaj pod cesto, kjer je izvir reke Timave. Tale Timava je ena taka zanimiva reka, to je v bistvu kraška ponikalnica, sestavljena iz 1/3 Soče, 1/3 Vipave in 1/3 reke Reke. Tukaj takoj za izvirom je narejena zapornica, po 2 kilometrih se pa reka že izlije v morje. V neposredni bližini, samo 50 metrov stran, je pa še ena taka lepa in na prvi pogled zelo skrivnostna cerkev. Za mano je 30 km, bidone imam polne in zdaj se spodobi, da grem dol čisto do morske obale. Lahko zavijete v ribiško naselje, v Devin ali pa tako, kakor bom jaz danes, v Sesljan. V Sesljanu bo sigurno gneča, ko je tako lepo vreme. Ja, sej niti ni toliko pretirano ljudi, sem mislil, da jih bo celo več. Zdaj bom šel pa tja od zadaj, tam je tisto slovito bogataško naselje Porto Piccolo, kjer pa vožnja s kolesi ni dovoljena, tako da vam ga bom pokazal z vrha dol. Evo, to naselje tle spodaj je Porto Piccolo, nekdanji zapuščen kamnolom, spremenjen v vasico bogatašev. Mislim, da je kvadratni meter nepremičnine 7500 evrov. Če koga zanima, si lahko pogleda na splet. Jaz pa šibam zdaj naprej. Tukaj me čaka še en biser današnje vožnje in sicer je to slikovita cesta do gradu Miramare v Trstu. Speljana ob pečinah, tako da na eni strani si 50 metrov nad morjem, na drugi strani imaš pa gor nepregledne stene. Ta cesta se proti Trstu ves čas rahlo spušča, ampak to je lahko varljivo, ker tukaj doskrat piha južni veter in je največkrat lažje peljati iz Trsta gor proti Sesljanu,
kakor pa dol v Trst. Prišel sem v Trst, tukaj je zmeraj neverjetna gneča. Zaenkrat imam 50 km in pa nekaj čez 300 višincev. Tukaj na začetku Trsta lahko zavijete do gradu Miramare, lahko greste na plažo ali pa v enega od 100 lokalov na kavo. Jaz sem tukaj izkoristil en vodni vir, zdaj se pa verjetno že sprašujete, kje bom najdel višince. No, tu se pa zdaj tukaj začne tista prava zgodba, ki se moram iz Trsta, iz nadmorske višine nič, spraviti gor na enih 340 metrov na Kras. Ja, tukaj Trst je kar naporen za vožnjo. Pomembno je, da se prebiješ tukaj eno stopnico više na tole ulico Via Udine in potem greš po njej nazaj proti severu, mimo svetilnika in gor na Kras. Jaz bom po tej cesti prišel v naselje Prošek. Par kilometrov ven iz Trsta se promet precej umiri, čeprav je še zmeraj sem in tja kakšen avto. Gor na vrhu v Prošeku si bom pa šel pogledati eno svetišče, ki se ga vidi daleč naokrog, ker je na taki lepi razgledni točki. Če želite to svetišče obiskati tudi vi, si napišite v Google svetišče na Vejni, oziroma po italijansko Monte Grisa, pa vas bo pripeljalo točno do tja. Evo, tukaj dol je Trst. Jaz sem tam nekje pri svetilniku obračal in se potem vračal nazaj. In zdaj sem prišel do tega svetišča. Ok, grem nazaj dol in se peljem v smeri proti Zgoniku. Zgonik je zanimiv, zato ker je tukaj pred več kot 100 leti živel in delal župnik Peter Butkovič Domen, avtor prve slovenske križanke. Tukaj bom samo še nekaj kilometrov na tej lepi kraški cesti. Govorim v tem smislu, da bom na italijanski strani. Potem bom pa v bližini kraja Šempolaj prečkal mejo, pridem v Slovenijo in bom šel čez kraj Gorjansko, kjer bom spet lahko točil vodo. Po tem našem čudovitem Krasu se zdaj vračam domov. Dol od spodaj v križišču bom še enkrat točil vodo. Očitno bo poraba 6 bidonov oziroma 4,5 litre. Prebil sem že 1000 višinskih metrov, še en par jih bo do doma. Krasen, lep, čudovit izlet sem imel. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.